poplavi SUV-jev vseh mogočih znamk lahko mimogrede spregledate prenovljenega CR-V-ja. Še sam sem ga skoraj, pa gre dejansko za enega najbolj prostornih in tudi zanimivih. Sedaj po prenovi je spredaj občutno lepši, zadek pa je še vedno malce hecen, čeprav so se trudili skriti to nenavadno obliko. Ampak poglejte, zato je v prtljažniku CR-V-ja ogromno prostora, ne samo do roloja, temveč do stropa. No, sicer pa je CR-V od Civica dobil tudi kup varnostnih pripomočkov, vsi delujejo zelo dobro in predvsem nemoteče, dejansko pa najbolj lahko pohvalim luči s samodejnim prilagajanjem snopa. Bistvo tega testa je zmogljivejši motor pod pokrovom. V tem primeru ima 1,6 litrski turbodizel 118 kW moči, to je 160 konjev in zato do stotice pospeši v manj kot 10 sekundah. Malo je sicer glasen, ga pohvali zaradi prožnosti in dejansko tudi zaradi zmogljivosti, čeprav je pri speljevanju zaradi majhne prostornine malo manj odločen in morate vi dati malce več plina. Glede na štirikolesni pogon in dokaj velik avtomobil pa je tudi poraba, ki je zlahka manj kot 7 litrov, povsem spodobna. Takšnemu CR-V-ju z bogatim paketom opreme Lifestyle ne manjka veliko. Mene recimo moti samo ta zaslon, predvsem zaradi oblike. Sicer pa vas bo v tem avtomobilu marsikaj navdušilo. Najbolj prostornost in praktičnost, odličen položaj za volanom, še boljši menjalnik, pa v bistvu zelo dobra vožnja glede na vrsto avtomobila. Edino poceni ni, 36 tisočakov bo treba izkašljati za takšnega.